Torej, dr. Beović, najprej me predvsem zanima, zdaj predsednik vlade je nekako napovedal, da s ponedeljkom naprej se bo pričelo to cepljenje splošne populacije. Malo je znanega o tem, kakšna so zdaj pravila. So še zmeraj obstajajo prioritetne skupine, kako bo zdaj to potekalo? Torej, ne poznam podrobnosti te izjave predsednika vlade, ampak kako smo si predstavljali, v bistvu ne gre za spremenjeno strategijo, ampak gre samo za spuščanje letvice po prioritetah, kot so zapisane, pri čemer še vedno ostaja prioriteta pri seveda starejših in bolj ranljivih, možno pa je tudi cepljenje mlajših. In glede na izkušnje s cepljenjem v Sloveniji v zadnjih tednih bodo potrebni dodatni napori, da bodo te ranljive skupine posebej vabljene na cepljenje in bodo imele tako nekje na dnevni ravni prednost pred mlajšimi, ki se bodo prav tako prijavili na cepljenje. In kot sem neuradno seznanjena, bo to v bistvu omogočala nova aplikacija. Ja, danes je minister Poklukar v bistvu predstavil in je povedal, da se s ponedeljkom v bistvu začenja nekako množično cepljenje oziroma prijave vse. Ne, že danes se lahko uporablja, ampak s ponedeljkom se bodo lahko pač prijavili vsi, ki so zainteresirani nekako. Ampak, če mogoče lahko tako čist na nekem konkretnem primeru, da si dobro predstavljamo, kako to zdaj izgleda. Denimo, jaz sem prijavljena, sem v vrsti za cepljenje, ampak sem pod 30, zdaj, kaj to pomeni zame? Še vedno so se pravi prioriteta 50 plus, kdaj lahko jaz torej pričakujem, da bom na vrsti? Ko bodo nekateri odpovedali? Če ne bo recimo za tisti dan interesentov iz teh bolj ranljivih skupin, potem boste na vrsti. Podobno se je v bistvu dogajalo že sedaj, iz številnih centrov so prihajale informacije, da jim je v bistvu cepivo ostalo, da so cepiva naročili več, bile so odpovedi, pa niso mogli cepiti oseb, ki so seveda niso ustrezale tem prioritetam, ki so bile takrat odobrene in dovoljene, da tako rečem. Ampak, če recimo nekdo odpove, ne pride na cepljenje, kako se potem najde naslednjega kandidata? Se gre potem po starosti naprej, se gre po temu, kdo se je prej prijavil, kakšen je ta sistem? Torej, jaz mislim, da bo treba še vedno iti po prioritetah naprej. Ampak starost ne bo več omejitev. Če se bo zgodilo, da bo ta, ki bi bil naslednji na vrsti star 40 let, bo lahko cepljen. Sedaj je bil s tem problem, ker je inšpekcija pač nadzorovala samo cepljenje oziroma dopuščala samo cepljenje, tako kot je bilo pač to dovoljeno, se pravi kroničnih bolnikov, sicer pa oseb starejših od 50 let. Kaj pa to recimo pomeni za prebolevnike? Zdaj, po 6 mesecih naj bi se oni potem prijavili, a oni zdaj dobijo en odmerek, 2 odmerka, ste se kaj dogovorili na tem področju? No, to pa je pač odločitev posvetovalne skupine za cepljenje. Menimo, da pri prebolevnikih zadošča en odmerek in to tja v bistvu do 8. meseca po začetku bolezni. Res pa je, da se številne recimo dovoljenja, pa tudi ta režim recimo testiranja, karanten, pa velja do 6. meseca, tako da se ljudje v bistvu lahko že cepijo ob 6. mesecu, če recimo so zaposleni v zdravstvu in se sicer morajo testirati ali kaj podobnega. Lahko pa počakajo do 8. meseca iz stališča odgovora na cepljenje in potem zaščite ni posebne razlike. Po 8 mesecih smo pa zaenkrat mnenja, da je potrebno pa popolno cepljenje, se pravi pri teh dvodmernih cepivih z 2 odmerkoma. Tudi to se seveda lahko spremeni, vkolikor bi prišlo do spoznanj, da je zaščita po preboleli bolezni daljša. In še vedno velja, da se z vsemi cepivi cepi vse. Torej... Ja, zaenkrat ja. Vendarle, cepiv pride maja in junija v Slovenijo bistveno več, še vedno pa ne toliko, da bi bila možna izbira cepiva. Pa za prebolevnike še vedno velja, da Janssen za njih ne. Torej, seveda, če se pri prebolevnikih uporablja cepivo podjetja Janssen, potem se v bistvu pri njih porabi
cel odmerek. Če uporabljamo tako dvoodmerno cepivo, potem ga uporabimo samo pol in je druga polovica lahko na voljo za nekoga drugega. Kdaj torej mislite, zdaj verjetno od ponedeljka naprej se pričakuje, da bo cepljenje nekako potekalo hitreje oziroma da se jih bo več pocepilo. Kdaj zdaj pričakujete, da bi lahko dosegli neko precepljenost prebivalcev? Torej, v teh 2 mesecih, glede na dobave, ki so obljubljene, bi bilo to možno. Seveda pa lahko k zaščiti prištejemo še dobrih 10% ljudi, ki so bolezen preboleli, vsi ti ne bodo še cepljeni, bodo v bistvu še zaščiteni zaradi prebolele bolezni. Kako daleč pa so razmisleki o tem, da bi recimo temu mešali cepiva oziroma dajali tretji odmerek oziroma torej, ja, to zaenkrat. Torej, o mešanju cepiv ni še vedno nič konkretnega znanega, te objave še čakamo. Glede na stanje kot tako, glede na to, da recimo cepimo tudi ljudi, ki so preboleli in je bolezen neke vrste prvi odmerek cepiva, si jaz ne predstavljam, da bi to moralo predstavljati kakšen poseben problem, ampak seveda znanega o tem ni skoraj nič. Zdaj, tretji odmerek pa govori o tem, kako bomo to zaščito pred boleznijo podaljšali. Tukaj pa potekajo razprave, moram reči, da zaenkrat bolj po medijih kot po strokovnih medijih, te raziskave še niso bile objavljene v recenziranih revijah, se pravi, da bi bile res potrjene kot merodajne, ampak nekako za cepiva mRNA, konkretno za Pfizerjevo cepivo, bi morda bil potreben odmerek tja enkrat do leta dni po prvem cepljenju. Angleži, Velika Britanija napoveduje, da bo jeseni cepila ljudi z dodatnim odmerkom, ki so starejši recimo od 50 let, da bi do zimske sezone, kjer se seveda pri virusu, ki je povzročitelj okužbe dihal, pričakuje spet bolj intenzivno širjenje, nekako zaščitili to bolj občutljivo populacijo. Kaj je novega glede prenosa virusa pri cepljenih ljudeh, glede na različna cepiva? Ali se tu kakšne novi podatki? Torej, kar je podatkov govorijo pri temu, da na to imunost, se pravi zaščito pred tem, da bi se sploh pojavil virus na sluzničnih površinah zgornjih dihal, to zaščito bolje nudijo mRNA cepiva. Medtem ko izgledajo vektorska cepiva uspešnejša za preprečevanje spodnjih dihal, vsaj recimo v tem obdobju po enem odmerku so ti podatki boljši za vektorska cepiva, gre očitno za neko drugačno delovanje. Seveda pa se ves čas postavlja vprašanje, ki tudi še ni rešeno, ali nekdo, ki je bil cepljen in ima virus na površini sluznice zgornjih dihal, predstavlja grožnjo epidemiološko, se pravi, se bo bolezen iz njegove površine prenesla na druge ljudi. Možno je tudi, da je virus sicer prisoten, da ga je možno dokazati, ampak je v tako majhni dozi, v majhni količini, da v bistvu ni to pomembno za prenos. Tudi tega še dobro ne vemo. Se pravi, to bi bil na primer AstraZeneca Johnson verjetno v tem primeru, recimo? No, tudi mRNA cepiva niso povsem zaščitna, ščitijo recimo v 2/3 pred tem, da bi se na sluznicah ponovno pojavil virus. Ampak glede na zaustavitev širjenja virusa v teh recimo skupinah tudi pri nas v domovih za starejše, tam sicer čisto točno ne vemo, ni raziskano, ali pa mogoče jaz nisem čisto obveščena, ali je šlo za en vir in potem širjenje, ampak ob razgovoru vsaj o situaciji v enem domu je šlo bolj za en vir in ne za širjenje med temi asimptomatskimi okuženimi cepljenimi. Pa tudi podatki po svetu govorijo prid temu, da tam, kjer je visoka precepljenost, Izrael, Velika Britanija, kot veste, oni so res trenutno v dobri situaciji. To širjenje virusa med cepljeno populacijo ni videti tako velik problem.
Pred nekaj dnevi mislim, da ste tudi vi omenili dogovore s sosednjimi državami, ko govorimo o enem odmerku. Kaj veste, so te dogovori že s katero od držav sklenjeni za prehod meje? Ne, nimam povratne informacije z ministrstva, takrat smo pač sodelovali pri pripravi teh besedil, ki bi jih predložili drugim državam, ampak kakšen je pa rezultat teh dogovorov, pa ni znano. Kar zadeva pa Slovenijo in te omejitve, ki trenutno veljajo, se pravi, da zadošča eno od 3 potrdil, velja glede cepljenja, oziroma bo še naprej veljalo in vaše stališče takšno, kot je veljavno? Ja, zaenkrat ni nobenega posebnega razloga, da bi ga spreminjali. Mislim, da je to strokovno ustrezno, da taka potrdila, recimo 3 tedne po cepivu za AstraZeneca, mislite, pa ena doza pri prebolevnikih, to nudi dovolj veliko zaščito, da so ta potrdila smiselna. In res si nekje želimo, da bi v okolju, kjer bi bilo sicer nekoliko manj prenosov oziroma prisotnosti virusa, kot je sedaj, rečemo v žargonu v rumeni fazi, odpremo kar se da veliko dejavnosti, še vedno z nekimi posebnimi navodili NIJZ, pa s tem pogojem preboleli, cepljeni ali testirani, kar se da na široko. Jaz upam, da bodo to razumeli vsi organizatorji tega in tudi konkretno vsi gostinski delavci, da je pravzaprav to v zaščito nas vseh in da nam bi ponovni izbruh epidemije v bistvu prinesel zapiranje vseh teh lokalov, tako da se splača vložiti v to, ta napor, da organiziramo vse te, za ta druženja ljudi v bistvu v gostinskih lokalih, v hotelih, na prireditvah, pač na tak način. V to grejo, moram reči, tudi druge evropske države. Kdaj mislite, da bo ta rumena faza? Se veste, vsak dan s strahom gledamo, kaj se dogaja z testi, pa z bolnišnicami. Trenutno zelo dobro upadajo bolnišnice, tudi testov pozitivnih je danes nekoliko manj, to je malo zgodaj, ampak mislim, da je ta rumena faza, če bo šlo tako naprej, to pomeni, da se ta hip ne bomo preveč sprostili, ampak bomo držali te ukrepe, kot jih imamo, tam nekje do recimo 20. maja, kaj takega, v 14 dneh, bi bilo možno, treba bi bilo pogledati na grafe modelarjev, ampak to je glede na trenutni trend realno. Seveda je pa vprašanje, kaj je pomeni to večje število obolelih v zadnjih dneh. Kdo oboleva? Vendarle mlajše skupine, ampak že jeseni, recimo lani, smo imeli obolevanje mlajših skupin, ki se je potem preneslo na starejše. Ampak zdaj imamo starejše seveda zaščitene in še enkrat povem, da res morajo vsi tisti, ki so starejši od 50 let, res terjati cepivo od cepilnih centrov in svojih zdravnikov. A ste seznanjeni, kako je v kliničnem centru trenutno ti obolevniki? Kdo so? Torej, ti obolevniki so na intenzivni terapiji mlajši, kot so bili v jesenskem valu. Koliko so stari? Stari, vam čez prst povem, recimo 60-70 let. Gledam vsak dan recimo starost tistih, ki zaradi COVID-19 umrejo in se še najdejo ljudje, ki so stari recimo nekaj čez 70 ali pa nekaj čez 60 let, še vedno. Tako da, seveda, tudi sem pa tja je kdo tudi mlajši, pa ima zraven kakšne dejavnike tveganja in posameznik jih tudi nima. Torej, temu, da bi bolezen omejili tako, da bi cepili samo starejšo populacijo in bi pri mlajših pustili kroženje, s tem se ne moramo izogniti posameznim primerom zelo hudo obolelih. Najbrž veste, da imamo nekaj nosečnic s hudim potekom, tako da to so vse skupine, ki so kljub mladosti ogrožene. Tako da to je, kar je posebnost, je, da je v tem delu, ko prevladuje britanska različica virusa, so ti hudo bolni na oddelkih za intenzivno zdravljenje mlajši. Res pa je, da so starejši cepljeni in na ta način nam seveda se statistika spremeni. Kaj so nosečnice na intenzivni terapiji? Tudi torej so očitno mlajše, ne? Zakaj? A imajo pridružene bolezni ali je sama nosečnost? Torej, sama nosečnost je neke vrste dejavnik tveganja za te proteke. Kako to? Težko reči, tudi za gripo.
Torej, nosečnost sicer predstavlja neko vrsto imunske oslabelosti. Huje potekajo, ne vem, znana stvar, ošpice, gripa, že v teh večjih epidemijah gripe 2009 smo imeli nosečnice na ventilatorjih, sem pa tja potem še kasneje, tuberkuloza recimo. Gre za neke vrste imunsko oslabelost, ki se kaže v povečani pogostnosti ali v hujšem poteku okužb. Zdaj to cepljenje se pospešuje nekako v nekem kontekstu, ne vem, pričakovanja bolj sproščenega poletja, ne? Zdaj, če usporejamo letošnje pričakovanje poletja z lanskim, se je potem pod črto jeseni ugotavljala, da smo bili mogoče pri ukrepih nekoliko preveč liberalni, preveč smo mislili na gospodarstvo, posprejemali preveč političnih odločitev, kje smo recimo zdaj trenutno v primerjavi, ne vem, z lanskim letom, kar se tega tiče, a bo, ne vem, recimo, kar se cepljenja tiče, je neka strokovno utemeljena, ne vem, recimo, meja ali neka okoliščina, ki bo dovoljevala neko sproščeno poletje, ali bomo spet šli na neke politično-gospodarske odločitve? Torej, situacija je s tem, da imamo dostopno cepivo in to v kar velikih količinah bistveno drugačna, kot je bila lansko leto. Lansko leto smo upali, da bo možno epidemijo zamejevati lokalno, potem, ko smo seveda omejili ta grozeči pomladanski velik prvi val, ki potem v Sloveniji sploh ni bil velik. Kasneje smo začeli z blažjimi ukrepi, deloma seveda zaradi opozoril gospodarstva, deloma pa zaradi velikega nasprotovanja, kot veste, javnosti, kakršnemu koli ukrepu, vsaki maski, karkoli se je sprejelo kot ukrep, je bil odpor zelo, zelo velik. No, sedaj imamo situacijo, ki je zelo drugačna. Tisto, kar seveda pa moramo narediti v tej situaciji, pa da to priložnost, da s cepljenjem spremenimo situacijo, res izkoristimo. Podobno kot druge, predvsem razvite zahodne države, kot vidite, če gledate njihove statistike, grejo po tej poti in zapisano je že bilo, da bodo tiste države, ki seveda bodo uspele omejiti epidemijo s cepljenjem, lahko živele bistveno bolj normalno, kar pomeni končno tudi neko večjo gospodarsko stabilnost in neko splošno blaginjo. Mogoče še to, kdaj svetujete prebolevnikom, da se prijavijo na cepljenje? Ali naj počakajo, da mine teh 6 mesecev od... Ne, lahko se prijavijo že malo prej, tako da bodo ob 6. mesecu na vrsti za cepljenje. Ok, pa mogoče še eno vprašanje, kaj nam pravzaprav za kolegico, kaj nam pravzaprav povejo ta protitelesa, ki jih dobimo, če smo preboleli. Zdaj nekaj ljudi se je na nas obrnilo, ki pravijo, da imajo po 6 mesecih še vedno veliko... Ta protitelesa povedo malo ali nič. Zaenkrat prvič so ta protitelesa oziroma te metode za določene protiteles so razmerno nezanesljive. Malo laboratorijev izvaja bolj zanesljive metode, pa še te niso dovolj zanesljive oziroma niso take, da bi jih rutinsko uporabljali pri vsakem bolniku. Torej, lahko pomeni to, da imate protitelesa in boste kljub temu zboleli, oziroma da protiteles nimate, pa ste zaščiteni, preprosto povedano. Poleg tega seveda ne vemo, kakšna je koncentracija protiteles, ki nas dejansko ščiti. Recimo pri okužbi z virusom hepatitisa B, če smo cepljeni, točno vemo, pri kateri številu enot na mililiter seruma je človek zaščiten in kdaj se mora ponovno cepiti. Žal za COVID-19 take metode še nimamo, tako da bi jaz odsvetovala to določanje protiteles in kakršnakoli mnenja na podlagi tega, ker niso dovolj zanesljiva.